Vesela sem, da lahko pozdravim vse obiskovalce naše spletne strani, ki so naklonjeni salezijanski karizmi in sodelujejo pri vzgojnem delovanju v duhu preventivnega sistema. Od 30. marca sem v Sloveniji, v Italijo pa se vračam 26. maja. V imenu Vrhovne Matere z veseljem in velikim zanimanjem obiskujem 10 skupnosti te inšpektorije, 7 v Sloveniji in 3 na Hrvaškem. Tukaj sem, da bi podprla vse, kar je v teh naših skupnostih dobrega, da delim življenje svojih sosester, da skupaj poživimo karizmatično identiteto in si prizadevamo, da bi kot skupnosti živele vzgojno poslanstvo z drznostjo gesla Daj mi duše, drugo vzemi. Želim bolje spoznati dejavnosti in izzive, ki jih ta družbeni okvir postavlja našemu vzgojnemu poslanstvu. Z veseljem srečujem otroke, mlade, laiške sodelavce in cerkvene voditelje. Med vsemi pa so mi najdražja osebna srečanja z vsako sestro. Ta obisk živim kot romanje od enega tabernaklja do drugega. Spremlja me podoba emavških učencev in trudim se, da bi osvojila Jezusove drže. Spremljati, poslušati, spraševati, podeliti izkušnje. V vsaki skupnosti poslušamo Božjo besedo, pripoved o učencih na poti v Emaus, da bi se med seboj spodbujale za rast v veri, da bi se naučile spoznati navzočnost Jezusa Kristusa v vsakdanjem življenju. Emaus označuje cilj, ki ga mora doseči vernik in nakazuje pot do njega. Iti k Jezusu s svojimi razočaranji. Preiti od tega, kar o Jezusu vemo, k temu, da nam spregovori. Sprejeti Jezusa v svoj dom in srečati ga v zakramentih sprave in Evharistije. Emaus nakazuje poseben Jezusov slog. Srečanje je Jezusova pobuda. Ne samo, da nista učenca nič naredila, da bi se lahko srečali, ampak sprejmeta potnika skoraj ravnodušno, zelo voljno in z razočaranjem, nevero in obupom. Jezus pa poudari svobodo učencev, ki je najprej obupana in malodušna, nato pa se počasi poživi, odpre upanju, zaupanju v načrt, ki ga ima Bog s človeško zgodovino. Seveda ju ne spremlja samo zaradi prijateljstva ali da bi podprl njuno razočaranje ali nerazumevanje. On je pot, resnica in življenje. Zato gre z njima, da bi jo povedal na pot, razlaga pisma, da bi jo vodil k resnici, razlamlja kruh, da bi jima podaril življenje. Ko učenca govorita, ju Jezus posluša in ju spodbuja, da govorita. Ko Jezus spregovori, ne pove nič novega. Učenca pa potrebujeta, da to ponovno slišita. To, kar Jezus pove, ima v tistem trenutku, tisti posebni okoliščini nov pomen. To je razlog, da ga učenca poslušata in mu pustita govoriti. Besede, ki jih slišita, odpirajo, razlagajo, ponazarjajo, razkrivajo, prikazujejo življenjske dogodke, tudi najbolj temne, na drugačen način, ki je poln upanja. Kanoničen obisk je zato priložnost, da si ogrejemo srce ob ognju Božje besede in karizme, da bi bile vedno bolj ljudje upanje in vere.
osebe, ki posredujejo gotovost, da je Gospod z nami ter da dobro zbremaga zlo.